Ja, mečkam pa že. Predsednik. Predsednik, pa vi to prijete naše. Mečkam. Malo. Poteče, se pa že pa. To je pa na to. Pa še obral se si. Evo to odločil. Ne pozdrav. Strajk. Ja, to. Sedemkrat. Ne pozdrav, predsednik. Zdrav. Zdrav. O, bravo. O, poštovanje, kot imamo. To. Jaz smo dobro. Ja? Super. To, dobar dan. Poštovanje. I vam. Bravo. O, kje ste mi povratili? Bravo. Bravo, zapovednice. Na putu sam. To je pa lepo, da se našmo palce iz krana prišel sem. Nisem sem? A zdaj spošel? Super, nisem. No tako. Dober počutje naprej. Predsednik, če bi boš dovolil ga poslušati. Hvala lepa. Se model čaka za svitle. Hočeš imečkrat? Moje, iz unga konca, prijatelje. Lep pozdrav. Dobrodošli v Domžalah. Dobrodošli. Če se tudi tukaj. Ja, to. Lepo, kar. Če bo vrušilo za Pozdrav. Lep počutje vam želim v našem koncu. Predsednik je tukaj vam. Temos que um lado. Danes zdravo. Živa. O, gospod Živan. Lep pozdrav. Kako je zdaj? Super. Kako živi? Grozdje. Ja, okej. Sodima. Evo neč. Snimite neka pošalje snimsko. Da, pošalješ tam. Ja, okej. A je Renata že? Ja.
čaka. Ma bliz. Čaka. Ja, bolj. Jaz sem že bil tukaj, pa se ga pomeni nesla. To tudi še na šitku. Ja, pa tule, no, če bi pa tukaj slovenec posadili. To bi bilo imenitno. Gasilske zveze Domžale, tovariša Matjaža Korošca in poveljnika Gasilske zveze Domžale, tovariša Matjaža Merkužiča, v dvorano prihaja današnji slavnostni gost, minister za obrambo Republike Slovenije, magister Borut Sajovic.
Za prihod prapora, pozdrav! Na miejscu, prosto! Spoštovani, spoštovane, dober večer in dobrodošli na Slavnostni akademiji Gasilske zveze Domžale. Nocoj bomo izkazali hvaležnost in čast vsem, ki ste s svojim prizadevnim delom v gasilskih vrstah in z nezanemarljivo podporo prispevali k tako častitljivemu jubileju, 70-letnici Domžalske gasilske zveze. Vzdušje so že primerno obarvali glasovi moške vokalne skupine Adam Rauber.
Prijeten večer želim vsem zbranim gasilcem in gasilkam, nosilcem zglednih vrednot, kot so družbena odgovornost, solidarnost, pogum, humanost, zanesljivost, niza preprosto ne moremo izčrpati. Navadno šele takrat, ko vaš človek potrebuje zares pozna, kako dragocen del skupnosti ste. Kar vas dela izjemne, je to, da ste v najzahtevnejših trenutkih človeških življenj pripravljeni lastno dobrobit, kolikor se le da, postaviti na stran in to nemalokrat zato, da bi pomagali neznancu, sočloveku. Četudi se tega, prepričana sem, nekako zavedate, pa so prav priložnosti, kot je nocojšnje slavje, mesto za premislek o resnični požrtvovalnosti, ki vas po eni strani odlikuje, po drugi pa terja. Terja veliko človeka z veliko začetnico. Čeprav javnost ob besedi gasilec običajno pomisli na tragedije, ki ste jih zmožni preprečiti ali omiliti, pa je gasilska skupnost še mnogo več. In prepričana sem, da bodo to izpričali tudi tokratni govorci. Najprej k besedi vljudno vabim gospoda Matjaža Korošca, predsednika nocojšnje slavljenke Gasilske zveze Domžale. Spoštovane gasilke, gasilci, cenjeni gostje, dragi prijatelji gasilstva. Dovolite mi, da vas prisrčno pozdravim na slovesnosti ob 70-letnici Gasilske zveze Domžale. Prisrčno dobrodošlico namenjam ministru za obrambo Republike Slovenije, magistru Borutu Sajovicu. Namestniku poveljnika Gasilske zveze Slovenije, tovarišu Tomažu Vilfanu. Podpoveljniku Gasilske zveze Slovenije in regijskemu poveljniku regije Ljubljana 3, tovarišu Klemenu Repovžu. Članu upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije in predsedniku regijskega sveta regije Ljubljana 3, tovarišu Slavku Jalovcu. Župani občine Domžale, magistri Renati Kosec. Županu občine Trzin, gospodu Petru Ložarju. Poveljniku občinskega štaba civilne zaščite, gospodu Marku Žagarju. Direktorju Centra za zaščito in reševanje Domžale, Andreju Jarcu. Predstavniku ljubljanske nadškofije, pomožnemu škofu, dr. Francu Šuštarju in župnikoma župnije Domžale in Dob. Danes imam posebno čast, da med nami pozdravim glavnega vatrogasnega zapovednika Vatrogasne zajednice Republike Hrvaške in predsednika Vatrogasne zajednice grada Koprivnice, gospoda Slavka Tucakoviča. Pozdrav izrekam tudi članom upravnega odbora, poveljstva ter organov in komisij Gasilske zveze Domžale ter predstavnikom društev naše Gasilske zveze. Častnemu poveljniku Gasilske zveze Domžale, tovarišu Janezu Brecelniku ter častnima članoma Janezu Štebetu in Svetu Rihtarju. Pozdravljam tudi predstavnike gasilskih zvez v regiji Ljubljana 3 in sosednjih gasilskih zvez. Prav tako predstavnikom iz pobratene Gasilske zveze Lendava, predsedniku Srečku Prendlu in poveljniku Ivanu Kasniku ter delegaciji, ki se nam je pridružila ob tej slovesnosti. Prav tako pozdravljam
prisotnost predstavnikov prostovoljnih gasilskih društev, ki so nekoč delovali v okviru Občinske gasilske zveze Domžale, ter predstavnikom državnih in občinskih služb in organizacij. Pozdravljam tudi župane občin Lukovice, Moravče in Nemša. Med njimi so tudi gostje pobratenih in prijateljskih mest iz tujine. Toplo pozdravljam delegacijo naših prijateljev iz Koprivnice in Supetra. Drage gasilke, dragi gasilci, spoštovani gostje. Nocoj praznujemo 70 let skupne poti. To je zgodba ponosa, prostovoljstva in predanosti pomoči sočloveku. V teh desetih stoletjih smo skupaj rasli, premagovali izzive in gradili povezano skupnost, ki je vedno znala dokazovati svojo moč, ko je bilo to najbolj potrebno. Naša zgodovina je dokaz, da srčnost in solidarnost premaga še tako hude preizkušnje. Hkrati pa nam daje navdih in zagon za prihodnost. Naj bo današnja večer praznik gasilske pripadnosti in hvaležnosti vsem, ki so gradili in gradijo našo zvezo. Hvala, da ste danes z nami. Nas ta jubilej poveže v prepričevanju, da bomo tudi v prihodnje z enako srčnostjo in predanostjo služili ljudem ter krepili moč gasilstva na Domžalskem, v Sloveniji in širše. Ponosni smo na prihojeno pot in odločni, da bomo skupaj pisali nove strani zgodovine gasilstva za prihodnost naslednjim rodovom. Z gasilskim pozdravom na pomoč. Spoštovani gospod Korošec, lepa hvala za te izbrane besede. Prepričana sem, da bomo v nadaljevanju slišali, kako je za vso finančno in organizacijsko podporo strani občine Domžale tudi srčno sodelovanje. Z nami je županja občine Domžale, gospa magistrica Renata Kosec, vljudno vabljeni k besedi. Spoštovane gasilke, gasilci, dragi gostje, vsi prijatelji. Visoki jubilej Gasilske zveze Domžale predstavlja priložnost, da se spomnimo dragocene tradicije prostovoljstva in nesebične pomoči, ki jo gasilke in gasilci negujete že desetletja. Na Gasilsko zvezo gledam kot na veliko družino, ki s seboj nosi solidarnost in povezanost ter jo širi znotraj naše skupnosti. V zahtevnih trenutkih, s katerimi se vse pogosteje srečujemo, je vaš doprinos neprecenljiv, izzivi pa bolj obvladljivi. Od leta 1955 do danes se naše okolje spreminjalo in razvijalo. Vi pa ste ostajali in še ostajate zvesti svojemu poslanstvu. S predanostjo in dobro organiziranostjo ste ob nesrečah vedno stali ob strani ljudem v stiski ter dokazovali, da ste temelj varnosti in zaupanja v naši občini. Nocoj praznujemo obletnico ustanovitve zveze, s tem pa tudi vse cenjene gasilke in gasilce, ki ste lahko ponosni na svoje delo in vse, kar ste že dosegli. 70 let delovanja Gasilske zveze Domžale nas navdaja s hvaležnostjo in spoštovanjem. S ponosom zremo na vse trenutke, ko ste nesebično preskočili na pomoč, že sedaj, pa izražamo svojo hvaležnost za vsako dejanje, s katerim boste v prihodnje skrbeli za dobrobit vseh nas. Iskrene čestitke, hvala in vse dobro še v naslednjih desetletjih. Kjer je volja, je pomoč. Kot sem dejala, tako zelo velika in srčna in povezana družina si zasluži tudi neko bolj skromno darilo. To je darilo občine Domžale, naša zastava. Verjamem, da jo boste s ponosom izobesili na vseh tekmovanjih, druženih, pa mora biti tudi na gasilski veselici, pa čim manj intervencij. Zato prosim, gospod predsednik,
da se mi pridružite, da vam še enkrat osebno čestitam in res želim vse dobro še naprej. Kot naslednjega pa k besedi vljudno vabim namestnika poveljnika Gasilske zveze Slovenije, gospoda Tomaža Vilfana. Prosim. Spoštovane gasilke in gasilci, spoštovani gostje, spoštovani slavljenci. Domžale v svojem jedru nosijo tradicijo marljivosti, skupnosti in medsebojne skrbi. Tako kot je simbol nekoč varoval glave naših prednikov pred živočim soncem, to je slamnik, na polju je in simboliziral trdo delo, danes gasilska čelada simbolizira zaščito, pogum in pripravljenost pomagati v nesrečah. Gasilci smo postali ne le zaščitnik pred ognjem, temveč tudi utelešeno vrednost, ki je v naši skupnosti povezujejo solidarnost, tovarištvo, nesebičnost. Po praznovanju 70-letnice Gasilske zveze Domžale se ne poklanjamo le zgodovini neke organizacije, temveč celotnemu duhu domžalske skupnosti, duhu vztrajnosti, sočutja in predanosti. Če je slamnik simbol naše preteklosti, je gasilska čelada simbol naše sedanjosti in prihodnosti, kjer je varnost ljudi postavljena na prvo mesto. Gasilska zveza Domžale je bila ustanovljena z jasnim ciljem povezovati gasilska društva na tem območju in zagotoviti učinkovito pomoč v najtežjih trenutkih. V 70 letih je ta zveza zrasla močno, povezano in srčno skupnost, ki ne le posreduje v požarih in nesrečah, temveč tudi vzgaja nove generacije in prenaša ključne vrednote, pogum, pripravljenost na pomoč ter čut za skupno dobro. Danes se zahvaljujemo vsem, ki ste v teh desetletjih nesebično služili tej skupnosti. Vaša predanost, pogum in požrtvovalnost je pogosto ostaja v ozadju, tiha, a ne pogrešljiva. Brez vas vsak dan ne bi bil tako varen in miren, kot je. Gasilska zveza ni zgolj organizacija, je simbol. Simbol zaupanja, trdne povezanosti in pripravljenosti pomagati. Ne glede na okoliščine, je zgodba generacij, ki so verjele, da lahko skupnim trudom ustvarjamo boljši svet. In to zgodbo danes pišemo skupaj z vsemi, z vami, ki ste vedno pripravljeni pomagati, ne glede na čas dneva. Posebna zahvala gre še nekomu, vašim družinam. Je tihi, močan steber, ki vam omogoča, da ste gasilci pripravljeni, ko je to najbolj potrebno. Ko trepetajo za vas, ko odhajate sredi noči na pomoč nepoznanemu človeku, ki pa rabi vašo pomoč. Njihova podpora je neprecenljiva in je danes spoštovanjem priznavamo. Ob tej pomembni obletnici izrekam v imenu Gasilske zveze Slovenije in v svojem imenu iskrene čestitke vsem, ki ste gradili in še vedno gradite to izjemno organizacijo. Hvala za vsak trenutek, ki ste ga darovali skupnosti. Naj bo Gasilska zveza Domžale še naprej trdna, stabilna in svetlo izgled za vse, ki cenimo pomen sočutja in skupne vrednosti. Iskrena hvala in vse najboljše ob 70-letnici. Gasilskim pozdravom na pomoč. Gospod Vilfan, lepa hvala. Pred srečanjem nas je svojo prisotnostjo že počastila ena najstarejših godb na Slovenskem. Lansko leto je praznovala 140 let delovanja. To je
godba Domžale z dirigentom Alojzom Kompanom na čelu. V nadaljevanju pa bodo ta večer še dodatno obogatili tistim, ki v orkestru skrbijo za ritem, poudarke in posebne zvočne učinke. Poleg tega, da tolkalna sekcija daje glasbi ritem in energijo, vanjo vnaša tudi zvočno barvitost in raznolikost. Predlagam, da z aplavzom pozdravimo tolkalce godbe Domžale, ki se bodo tokrat, kot vidite, predstavili na malo drugačnih inštrumentih. Lepa hvala tolkalni sekciji godbe Domžale za tak izvrsten nastop. Predlagam še en aplavz. K besedi pa zdaj vljudno vabim slavnostnega govornika, ministra za obrambo Republike Slovenije, spoštovanega gospoda magistra Boruta Samovica. Prosim.
Vsem skupaj prijazen in pa spoštljiv dober večer. Vsem najprej iskrena in pa ponižna zahvala za vse, kar ste do zdaj storili. To je bil osnoven namen mojega obiska, da vam kot gasilc, tovarišem gasilcem rečem hvala lepa. Ena misel za začetek. Vse, kar kipi mi v duši, bom na svet, kakor jutro sonce, med ljudi razdal, ki me z njimi, čas me z njimi v eno je skoval in človek bom, ki terja ga nas čas. Lojze Krakar že dolgo nazaj zelo enostavno in pa preprosto. Biti z ljudmi eno in pa človek bom, ki terja ga naš čas, to se pravi biti sodoben, biti kos izzivom časa. Spoštovane tovarišice, spoštovani tovariši, spoštovana županja, spoštovani župan, vsi funkcionarji, vesel sem, da praznujemo tudi z našimi prijatelji izven osnovnih občin, širom po Sloveniji in tudi iz tujine. To je tisto, kar nas je gasilce od nekdaj povezovalo, družilo in zato smo sila, ki si zna pomagati in ob številnih intervencijah tudi uspešni. V teh krajih, kjer smo, se je gasilerija začela že dolgo nazaj. Imeli ste enega izmed prvih 10 društev na Slovenskem in to je pomembno. Kaj je bil namen tako takrat, kot tudi danes in tega ne smemo pozabiti tudi za jutri. Da tisto, kar nam je v življenju sveto najpomembnejše, to so človeška življenja, naših bližnjih, naših dragih, sosedov in vseh ljudi in pa premoženje, ki je bilo ustvarjeno, zaščitimo in pa zavarujemo. Tamle za nami je vaš grb, mislim, da predstavlja vse tisto, kar je najpomembnejše. Na eni strani nas, naše osnovno poslanstvo, borba z ognjem in pa vsemi nevšečnostmi, na drugi strani pod čelado se skriva tovarištvo, povezovanje in pa seveda vaši kraji so od nekdaj bili navezani na zemljo, na žito, tudi na slamo in pa potem na industrijo in vse te stvari nam veliko pomenijo in jih je bilo treba zaščititi. Danes sem zadovoljen, da ste velika in pa močna zveza, da sta se povezovali dve občini, ugledni, uspešni, razviti, Domžale in Trzin in da ste organizirani, rekel, zelo racionalno. V veličini, slogi, tudi obsegu je moč. Moram reči, da Slovenci se rad kregamo, se rad delimo, da tam, kjer so recimo majhne občine, vse skup velikosti, kakšne krajevne skupnosti in vsaka zase ustanavlja gasilsko zvezo, jih na nek način razumem, se je pa treba vprašati, tudi je to racionalno. V naši organizaciji, tudi na vaši zgodovini, se skriva tudi tisto, da smo imeli do zemlje, do domovine en poseben odnos. V vaši kroniki, v vaši zgodovini bo zagotovo zapisano, da sta se že pred začetkom 20. stoletja tu borili, da bi se gasilkam in gasilcem poveljevalo, se sporazumevalo v slovenskem jeziku. Ko je tudi sem prišla okupacija, je okupator prevzel poveljevanje, vodenje v svojem jeziku. In zato je pomembno, da se zavemo in da smo ponosni, da smo vsi skupaj bratje, sestre in pa Slovenci. Pomembna se mi zdi tudi še ena številka, 14 gasilskih društev, pa eno poklicno ali pa tudi industrijsko in pa več kot 3400 članov. Izjemno. V
Na vaseh, na podeželju, tam, kjer je ljudi malo, so te številke velike. Ta vaša je pa izjemno pomembna, zato ker je praktično številka iz dveh velikih občin, ki sta presegli tisti podeželski okvir in ljudje imamo v tem zblojenem času vse drugo v glavi, kot pa ohranjati osnovne vrednote, pomoč sočloveku, zato z tega mesta poseben apel. Ena od naših osrednjih nalog za prihodnost bo skrb za mlade. Mene ne skrbi, ne za gasilske domove, ne za poligone, ne za denar, ne za avtomobile. To je zgodba, ki prihodnosti naše ne bo določila, niti odločila. Vse to bomo imeli in nam bo zagotovljeno. Ključno pa je, da v naše vrste pritegnemo mlade, da bojo razumeli naše poslanstvo in pa da bodo to ohranjali naprej. Kaj počnemo na ministrstvu, se vidi in pa sliši. Zadovoljen sem, da smo kot sklic, kot vlada razumeli sporočilo, ki ga je prinesel avgust-julij 2022, največji požar v zgodovini te države. Iz te zgodbe smo išli močnejši. Gasilskim organizacijam financiramo stvari, ki jih prej nismo. Določenim sistemom se je namenil dodaten denar in pa tisto, kar mi je kot gasilcu in ministru zelo pomembno, vsako leto bolj. Ustanovili smo letalsko enoto civilne zaščite s 4 air traktorji, ki se žal vse večkrat dokažejo kot hitri, neobhodni, nujno potrebni, da požare, tako kot na Ljubljanskem vrhu, ustavljamo v začetni fazi, da tudi z nadzorom iz zraka usmerjamo in pa pomagamo silam na tleh in pa da varujemo moštvo na težko dostopnih terenih. Druga velika nesreča tudi v vaših koncih, od Komende naprej, poplave, tudi te so bile rekordne. Tujina nam kar verjetne more, kakšen je bil vse in kako malo je bilo na srečo žrtev, tudi po zaslugi vas, tovarišice in tovariši. Spomnim se tamle ljudi, ki so gasilk in gasilcev, ki so skupaj z rešenimi ljudmi ure in ure preveseli na Borovcih, preden so bili rešeni v parku poplavljenem oziroma avtokampu na Savinskem. Tista slika gasilca iz vaših krajev, ko je bredel z otrokom iz vrtca ob vrvi, doma se mu je pa tudi dogajala tragedija, je nekaj, kar ne smemo in ne moramo nikoli pozabiti in še bi se dalo naštevati. Jaz sem zadovoljen, da se izboljšuje tudi status slovenskega gasilca in pa gasilke, da imamo davčno olajšavo za tiste, ki so več kot 10 let v sistemu zaščite in reševanja. Simbolna poteza, ki pa ni dala takega rezultata, kot bi si želel. Znižali smo DDV iz več kot 20% na 5% za nabavo vozil. Ampak roko na srce, seveda so vozila za vas nekaj cenejša, ampak ker je trg izdelovalcev vozil nekonkurenčen, omejen, so smetanost te pogače pobrali pač tisti, ki opremajo avtomobile. Ni nobena skrivnost, 2 čudovita avtomobila sem videl ob godbi pred vhodom v to dvorano. Če bi bila ta 2 vozila v barvah, kot jih imajo komunalci, bela in zelena, bi bila zagotovo 20% cenejša. To so pač trenutki resnice. Kaj nas čaka naprej na ministrstvu, na upravi za zaščito in reševanje? Sredstva povečujemo za vse. Za požarni sklad, za gasilsko zvezo, za razpise, za lestve in tako naprej. Ključno pa je, in to je glavno sporočilo mojega nocojšnjega nagovora,
da moramo ohraniti vrednote. Nas v Sloveniji je med 150 tisoč s podpornimi družinskimi člani do 200 tisoč. Torej, vsak 8 Slovenci. Dajmo ta sporočila, da se mi ne kregamo, delamo skupaj. Pomislite na naše občne zbore, kako mi volimo. V minuti je vse rešeno, vse fertik. Eden je bil izvoljen, eden ni bil, ampak te dva nista nasprotnika, te dva nista sovražnika, že naslednjo minuto, ko zazvoni pager, bosta šla v akcijo in sodelovala z roko v roko. Ste slišali kdaj že, da so po naših gasilskih tekmovanjih hodili tja starši, se pritoževali, Bog ne daj klicali še kakšne pravnike, zunanje intervencije in podobne neumnosti. In da smo pripravljeni, ne le kar veleva bostan, kar moramo storiti, je dolžan narediti, pomagati tudi zastonj. Jaz bi si želel, da to sporočilo pri urejanju statusa razumejo tudi naši delodajalci. Če imaš v tovarni, proizvodni gasilca, ki bo mogoče enkrat, dvakrat na let šel na intervencijo, to ni težava. To je rešitev. Tudi kadar bo v vaši tovarni, v vašem skladišču ali v vaši sošeščini gorelo, boste imeli tam usposobljenega, izobraženega in pa visoko motiviranega človeka. In pa še nekaj, z mladimi moramo delati načrtno. Mladina ima danes toliko izzivov, če ne bomo zanimivi, če ne bomo atraktivni, mladih se na silo ne da priklicati, niti prevezati. Ponuditi moramo okolje, kjer se bodo počutili pozitivno, dobro. Zato preko nek skromen prigrizek pasov po vsaki gasilski vaji ni strošek, je naložba. Zato je iskati kvalificirane mentorje, ki imajo pedagoški čut, tudi naložba. Z ljudmi, še posebej z otroci, ne zna vsak delati. Naši mentorji morajo biti kvalificirani in ponosen sem na društva, tudi v Tržiču imamo recimo enega taga, kjer imajo vsako leto posebej mladinski občni zbor. Kaj je to lepo, kaj je to spoštljiv, da vidijo mladi, da so dragoceni in pomembni. O vrednotah bi se dalo še govoriti, mogoče ni primerno, da vam o teh govori nekdo, ki je ta trenutek politik. Vam bom pa povedal eno misel, ki je kakšnih 180, skoraj 200 let nazaj v eni pesmi Elegija svojim rojakom napisal Prešeren, zadnji del te imenitne, premalokrat brane in slišane pesnitve gre pa takole. Kranc tile dobička iščeš, bratov svojih niti mar. Kar ti bereš, kar ti pišeš, mora dati gotov denar. Kar mi tuje zaničuješ, stari ček se zgublja sled. Bratov svojih ne spoštuješ, za dežele čas si let. Tiho pesem, bolečine ne razglašaj naših ran, če ne čas te naša gine, domu Kranc moj zvest postane. Hvala lepa, srečno, na pomoč. Zdaj pa še ena skromna izven protokolarna, na oder bi povabil predsednika društva, poveljnika in pa častnega poveljnika, da jim s kovancem ministrstva z likom generala Majstra rečem hvala v imenu vseh nas in pa srečno. Prosim.
Spoštovani minister, lepa hvala za izbrane misli in seveda veseli nas, da ste nocoj z nami. Drago občinstvo, če koga vas ne bomo prosili, da izklopite mobilne naprave, lahko vam le zaželimo, da se tudi v naslednjih 20 minutah vaši pozivniki ne bodo aktivirali. Hiša, stavba, ustanova, veliko je možnosti za imenovanje poslopja, v katerem, ja, res, na nek način domujete. V nadaljevanju bomo vstopili v vaše gasilske domove, obujali bomo spomine in bili obenem optimistično zazrti v prihodnost. Ob 70-letnici Gasilske zveze Domžale je namreč nastal film, skozi katerega bo očitna predanost, pa odličnost in srčnost tukajšnjega gasilskega organiziranja. Ali, kot pravi eden od sogovornikov ustvarjalca videozgodbe Jureta Bubanca, dober sistem je neviden, dokler ga ne potrebujemo, potem pa šteje vsaka minuta. Uživajte. Na Domžalskem smo pripravljeni, ko zazvoni, takrat vsi skočimo, ne glede, kje smo, kaj počnemo, takrat dobro vemo, da se gre za sočloveka, ki je v stiski in da rabi našo pomoč. Gasilska zveza Domžale je dobro organizirana organizacija, sposobna učinkovitega posredovanja ob vsakem dogodku z področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Skozi temelje svojega dela uspešno deluje na vsem področju in je člen verige klopov Gasilske zveze Slovenije. Voli močno silo, ki se je sposobna soočiti z največjimi naravnimi in ostalimi nesrečami. Gasilska zveza Domžale je organizacija, na katero se lahko vedno, ampak res vedno lahko zanesemo. Je naša skupna krovna organizacija, ki skrbi za skladen razvoj in pa napredek, ki je razdeljen vsem društvom v zvezi. V bistvu je kos nalogi in se ni zabavati naslednjih 10-20 let, ker predvidevam, da bo vse generacije samo še nadgradile gasilsko zvezo. Gasilska zveza Domžale je usklajena, organizirana in pa učinkovita gasilska zveza. Gasilska zveza je zgleda predanost in trud ustvarjata nekaj trajnega. Srce naše občine. Gasilska zveza je temelj povezovanja. Leta 1955 je nova zakonodaja omogočila, da so občine ustanovile svojo gasilsko zvezo. Občina Domžale je svojo zvezo ustanovila 17. julija 1955. Prvi predsednik občinske gasilske zveze Domžale je postal Martin Andrejka. Odločen in vpliven občan iz Prevoj, predvsem pa srčen gasilec. Poveljnik pa je postal Vinko Habjan, gostilničar, furman in vinski trgovec iz Domžale, ki je velik del svojega življenja posvetil gasilstvu. Leta 1959 je zakonodaja zmanjšala število občin, s tem, da so se dotedanje občine Moravče in Mengeš priključile občini Domžale. Tako je nastala tudi nova gasilska zveza, ki je vključevala v svojih vrstah 25 gasilskih društev in 8 industrijskih gasilskih društev oziroma enot, v katerih pa je skupaj sodelovalo oziroma delovalo 1700 gasilcev.
V tej obliki oziroma organiziranosti je zveza delovala do samostojnosti Republike Slovenije do leta 1997. Takrat je nova zakonodaja omogočila, da so nastale nove občine. Iz bivše občine Domžale so tako nastale občina Lukovica, občina Moravče, občina Mengeš in občina Trzin. Vse občine razen Trzina so ustanovile svoje gasilske zveze. Gasilska zveza Domžale je od takrat vključevala oziroma še danes vključuje področje občine Domžale in občine Trzin. O prihodu na mesto nesreče se ekipe javljajo na komandnem mestu in od vodje intervencije sprejmejo nadaljnja navodila za akcijo. Ni hobi, gasilstvo je poslanstvo, upravljam gasilstvo iz srcem. Ja, kot gasilec pionir sem začel 1957 leta. To se pravi, gasilc bo drugo leto 70 let. Bil sem na velikih primerih, to se pravi intervencije, ki ostanejo vedno v spominu. Smo imeli krm, skero, pa pajser, tri zadeve, pa ta aluminijasta čelada, ki je še danes vzor. Z gasilni domovi so bili majhni, to se pravi predvsem urodišče, prostor za opremo. Zraven je bil tudi gasilski stol za sušenje gasilskih cevi, vlosov, predvsem konjske oprege, to se pravi ročne brizgalne. Zdaj ti novi domovi, vemo, da imajo garažo, tehnika je večja, večji so udarna vozila, sodobno so opremljeni, povezani. Včasih gasilska društva niso imeli veze, bilo je težko. Nekatera društva so imeli samo sireno ročno, potem so prišle radio veze, vsako društvo je bilo povezano z Centrom požarne varnosti in pa z Centrom Republike Slovenije. Smo v današnjem času dobro opremljeni, osebna zaščitna oprema, odlična, tehnična oprema, sledimo Evropi, kot da v bistvu imamo vse pospešek in pa nadaljevati delo naših predhodnikov. Za Gasilsko zvezo Domžale uspešno sodelujem že 37 let in v tem času smo skupaj preživeli že veliko naravnih nesreč in vedno je bilo sodelovanje uspešno. Oni pomenijo najmočnejšo in najmnožičnejšo organizacijo v občinskem sistemu zaščite in reševanja, katerega si v Domžalah ne moremo zamisliti brez njih. Učinkovitost tega sistema se je najbolj pokazala med velikimi poplavami leta 1990, med agresijo oziroma vojno za Slovenijo leta 1991 ter v velikem neurju takoj po agresiji za Slovenijo. Velik požar na stolpnici Matije Tomca 2 leta 2013 v Domžalah je bil vzorčni primer sodelovanja javne gasilske službe in vseh ostalih društev vključenih v sistem zaščite in reševanja. In tudi danes, po tolikih letih, se analizira naše ukrepanje na usposabljenih štabov civilne zaščite in gasilskih operativnih enot v celotni državi. Dober sistem je neviden, dokler ga ne potrebujemo. Ko pa nastopi nesreča, takrat pa šteje vsaka minuta in ta sistem deluje v Domžalah tako, kot je to potrebno. Gasilci Domžalskega centra požarne varnosti pa so v petek na ploščadi pred Veleglagovnico pripravili demonstrativni prikaz uporabe novega tehnično-reševalnega vozila. 70-letnica Gasilske zveze Domžale pomeni to, da je bilo konstantno delo, to, da so vedno generacije z generacije to organizacijo naredili še boljšo. Štab civilne zaščite se na podlagi zunanjih dejavnikov in pa v bistvu obvestila, da se bo nekaj razširilo oziroma da je naravna nesreča, se štab organizira, skupaj predebatiramo, kako in kaj bi rešili to težavo. Seveda
Imamo tukaj tudi poveljnika gasilske zveze, ki glede gasilske zadeve priporoča, kako in kaj, in se skupaj logistično poskrbimo, da te stvari laufajo. Za naslednjih 10 let si želim, da imamo čim manj naravnih nesreč, da imamo dovolj vaj, predvsem pa to, da postanemo in da smo tovariši drug drugemu mirnem obdobju in pa v bistvu na tistih neprijetnih občutkih, ki jih imamo, da v bistvu prehodimo skupaj. Gospoda Janeza Bricelnika, ki je bil vodja intervencije, in pa Matjaža Korošca, ki je akcijo nekako zasnoval. V občini Domžale imamo 13 prostovoljnih gasilskih društev in 2 industrijska gasilska društva, občina Trzin pa ima 1 prostovoljno gasilsko društvo. Skupno šteje gasilska zveza članstva 3462, od tega imamo članic 779, članov 1707, veteranov 265 in pa mladine 711. To tvori vse gasilsko zvezo Domžale. Društva med sabo povezujemo tako, da pripravljamo razne seminarje, razne tečaje, na raznih tekmovanjih, pomagajo si en drugemu pri organizaciji same veselice. Aktivno gasilstvo mi osebno pomeni zelo veliko. Vesel sem, ko lahko ljudem pomagam, imam občutek sreče, veselja, ko lahko nekomu rešim bodisi življenje, bodisi imovino, in zelo s ponosom vso to zadevo gledam. Ob 70-letnici si želim, da bi društva še naprej sodelovala na vseh področjih, da bi bili prijatelji kot na preventivnem področju, kot na operativnem področju. In s tem pokažemo našo moč, tovarištvo in pa prijateljstvo med seboj. Bomo močnejši in seveda lažje premagovali ovire, ki nam bodo prišle nasproti. Gasilska zveza Domžale so v prvi vrsti ljudje, so srčni ljudje, so pripravljeni ljudje. Smo pokazali, da smo zaupanja vredni, da smo odzivni, da znamo vsak dogodek, ki se na območju Gasilske zveze Domžale zgodi, na vsak dogodek je poslana tako imenovana lokalno pristojna enota, prostovoljno gasilsko društvo, na območju katerega se je intervencija zgodila, in pa poklicna gasilska enota. Dejansko v Domžalah lahko govorimo o nekem hkratnem prihodu, ogledu, odlično sodelujemo, delamo, isto delo upravljamo. Ko govorimo o širini našega dela po intervencijah, paleta je reševanje velika in pri reševanju teh dogodkov je potrebno dejansko veliko znanja. Posledično velik poudarek namenjam samo izobraževanju. Govorimo o gašenju požarov, reševanju prometnih nesrečah, nevarnih snoveh, reševanju naravnih in drugih nesreč, dezinfekcije, dekontaminacije, paleta širokega znanja, odziv gasilskih enot na neurje leta 2020, odziv na poplave, odziv na zaprošeno pomoč za gašenje požarov na Krasu. V vseh teh dogodkih se je pokazala dobra opremljenost, dobra usposobljenost, in kar je v današnjem času, mislim, da najbolj pomembno tudi zadostno število kadra, zadostno število operativnih gasilcev, na kar sem še posebno ponosen. Za vsakim delom stoji človek, gradimo na preteklih izkušnjah in pa seveda tovarištvu, ki nikoli ni mine. Ne za bajne plače, dodatke, nagrade in priznanja, pač pa zato, ker si želijo pomagati. Kapo dol vsem gasilkam in gasilcem. Od dni, ko sem vstopil v gasilsko organizacijo in pa do danes, se je spremenilo mnogo stvari. Ker izhajam iz krivitega dela občine Domžale in pa gasilske zveze, se v naših krajih živi drugače kot recimo v dolini. Preko društva so bile vodene v preteklosti mnoge investicije v komunalno infrastrukturo. Tako da je društvo kot podeželsko društvo nosilec mnogega razvoja v teh krajih.
Za veterane so pomembna tudi tekmovanja. Dokazujemo, da še zmeraj nekaj zmoremo, krepimo vezi in obujamo na tiste spomine, ko smo dosegali vrhunce. Članstvo v gasilski organizaciji sigurno vpliva tudi na življenje v družini. Pri nas smo člani društva, vsi aktivno delamo in na koncu to daje neko skupno vrednoto, ki zadovoljuje vse. Gasilstvo temelji tudi na nekaterih tradicijah. Gasilci izhajamo iz tovarištva. Rezultat pa je sigurno vzdušje, primerna zaščita kraja in pa poskrbeti moramo tudi za razvedrilni del. Nekaj k tej tradiciji smo dodali mi kot naša generacija, v naslednjih generacijah pa želimo, da to še dopolnijo in krepijo to, za kar smo se mi oziroma naši predniki prizadevali. Vsem neimenovanim hvala pri pripravi načrta in vsem vam hvala, vsem vam 203 hvala lepa za izvedbo. Zame je tovarištvo, da nisi nikoli sam, da si del neke ekipe, za katero veš, da ti krije hrbet, da se lahko zaneseš na njo in lahko zaupaš. Gradiš neko zaupanje, nek odnos, ki ti pomaga, da bolj sodeluješ na intervencijah ali pa tudi na druženju, ker je res posod, kamor prideš, če čuti ta povezanost pa sodelovanje. Jaz sem se gasilcem pridružil že v osnovni šoli, v prvem razredu. Takrat mislim, da me je pritegnilo najbolj to zabava, druženje s prijatelji, pa seveda gasilska vozila. Jaz sem se isto že v osnovni šoli, v prvem ali pa drugem razredu. Zdi se mi, da mladi v današnjem času, ko pomislijo na gasilstvo, pomislijo na gašenje požarov ali pa neko pomoč človeku v neki skrajni stiski, nekako pa zanemarijo še to delo, ko ga gasilci opravljajo tudi z mladino in pa neke preventivne ukrepe. Ja, da gasilstvo niso samo intervencije, ampak da je tudi drugo sodelovanje na drugih področjih, organizirajo dosti dogodkov, tako da skrb za lokalno skupnost, da je kraj med sabo povezan. Mene je bilo zelo všeč, lani, ko sem sodelovala na dogodku, ko bom velik gasilec v Češminovem parku, so bili nekateri otroci res zelo navdušeni nad tem, kako smo jim pokazali našo opremo in pa v bistvu kaj delamo gasilci. Takrat sem se počutila res ponosno, da sem del take dejavnosti, ki deli znanje tudi naprej. Meni gasilstvo veliko pomeni, mislim, da je to neka dejavnost, preko katere lahko svojemu kraju nekaj dam nazaj, pa zraven tudi neka odgovornost, pa pripadnost, tako da lahko s ponosom rečem, da sem gasilec. Ob častitljivem jubileju želim Gasilski zvezi Domžale, da še naprej nadaljuje s tako uspešnim delom na področju preventive, usposabljanja, povezovanja, sodelovanja in pa mogoče tega, kar je najbolj pomembno, dela z mladino. Samo tako naprej. Jaz se tudi v mojem osebnem imenu in občine Domžale zahvaljujem za 70 let odličnega dela in se seveda z ponosom in z optimizmom oziram naprej. Vse najboljše želim vam nova prijateljstva, da se vzpostavlja nova tovarištva. Iskrene čestitke za tak res odličen rojstni dan. Najbolj osebni spomin bodo seveda poplave 2 leti nazaj. Sem se res, moram reči, da povezal z našimi gasilci in gasilkami. Ponosna sem kot občanka in kot tudi županja, da živim v občini Domžale, ker je sistem zaščite in reševanja res dobro razvit. Vem, da sem v varnih rokah. Isto čutam, kar se tiče družinskih gasilcev in seveda kot sistema samega Gasilske zveze Domžale. In če kaj lahko pohvalim, je vaja lansko leto. Če ne bi bilo sistematičnega dela, če ne bi bilo toliko truda vloženega, mislim, da ne bi bili na tako visoki usposobljenosti, kot smo sedaj. Kar lahko obljubim je, da bo celoten sistem zaščite in reševanja tovrstnih kondicij, tako finančni in vsem ostale našo podporo definitivno bo. Bomo šli seveda še korak naprej. Ne vem, jaz mislim, da mi kar srce zaigra, ko vidim vse te gasilske vrste, ko smo na vajah po zaključku samih vaj, ko se vsi dobimo, se pozdravimo. Se zavedava, da je to temelj, na katerem je treba nujno graditi. Vsakeč, ko je neka intervencija, sploh če so hujše, vidiš, kako je pomembno to, da je zadeva organizirana, da fantje točno vedo, kdo je, kje je in dekleta seveda, kdo komu krije, kdo koga. Res velika družina, ne samo na področju gasilstva, jaz mislim, da tudi potem v zasebnem življenju, v prostih časih
en drugemu pomagajo, priskočijo na pomoč, to je to tovarištvo in da smo res veseli in če nam več čas dopušča, se udeležimo tudi kakšnih gasilskih veselic. Z veseljem. Gospa županja občine Domžale vaja 2024 je zaključena. Na vaji je sodelovalo 270 vadbencev sistema zaščite in reševanja. Vsi gasilci Gasilske zveze Domžale smo lahko ponosni, ki upravljamo to službo. To humano službo, kjer rešujemo ljudi, kjer rešujemo življenja, kjer rešujemo imovino. Vsak gasilec je lahko ponosen, da je lahko gasilec, kajti ni vsem dano v srce, da je lahko gasilec. Gasilec pomeni biti srcem, z zagnanostjo, s pogumom in veseljem, da lahko upravlja to delo. Vsakdo v minulih minutah prepoznal, najmanj skozi vrednote, ki ga združijo. Rekla pa bi tudi, da je bila zares pogosto omenjena beseda tovarištvo. In prav tovarištvo, zvestoba in medsebojna podpora oblikujejo temelj, na katerem stojijo plakete, ki jih bomo zdaj podelili. Gasilska zveza Domžale jih ob svoji 70-letnici poklanja posameznikom, društvom in drugim organizacijam kot zahvalo za sodelovanje in odličnost. Najprej male, zatem pa še velike bosta podelila predsednik in poveljnik Gasilske zveze Domžale, gospod Matjaž Korošec in gospod Matjaž Merkužič. Lepo vabljeni na oder. Morda že zdaj spomnim, da bo na koncu nastala spominska fotografija, zato vsi prejemniki plakete, prosim, da ostanete na odru. K prevzemu male plakete pa najprej vabim predstavnike gasilskih društev Gasilske zveze Mengeš. To so PGD Mengeš, PGD Loka pri Mengšu, PGD Topole in PIGD Novartis. Predlagam, da jih pospremimo z aplavzom. Veliko skupinsko fotografijo, tako da vas prosim, da še ostanete na odru.
Naslednji prejemniki malih plaket so prostovoljna gasilska društva Gasilske zveze Lukovica. Z nami so predstavniki PGD Prevojen, PGD Lukovica, PGD Krašnja, PGD Blagovica in PGD Trojane. Vabljeni na oder. Gasilska zveza Domžale se z malimi plaketami zahvaljuje tudi prostovoljnim gasilskim društvom Gasilske zveze Moravče, ki jo sestavljajo PGD Moravče, PGD Krašce, PGD Peče, PGD Vrhpolje in PGD Velika vas. Na oder vljudno vabim pristojne predstavnike. Predlagam še en aplavz. Male plakete gredo tudi v roke predstavnikom naslednjih gasilskih zvez, ki delujejo pod okriljem regije Ljubljana 3. GZ Kamnik, GZ Komenda, GZ Mengeš, GZ Lukovica, GZ Moravče, GZ Litija, GZ Šmartno pri Litiji in GZ Dolska. Vabljeni na oder.
Tole slika postaja vedno večja. Plakete prejmejo tudi predstavniki občin, ki z Gasilsko zvezo Domžale odlično sodelujejo. To so občina Mengeš, občina Moravče in občina Lukovica. Zdaj pa vam predlagam velik aplavz in pa velik aplavz. Hvala tudi podeljevalcema za enkrat. Kolikor vem, gasilci pa v vsaki intervenciji opravite razgovor in ugotovite, kaj je bilo dobro in kaj bi lahko bilo še boljše. V nadaljevanju se vam bodo morda v spomin vrnili prizori izpred 2 let, iz katerih verjamem smo se tudi marsičesa naučili o prostoru, v katerem prebivamo, in ljudeh, ki ste se in so se takrat nesebično izkazali. Tudi na Domžalskem je odkrivalo strehe, poplavljene so bile naše poti, celo domovi, nekatere ceste so bile neprevozne, narasla je Kamniška Bistrica in spodnesla prometno precej obremenjen most. Realnost, skratka, s katero ste se srečali gasilci in gasilke, je bila neprizanesljiva. Preventiva pa je bila naposled še okrepljena. Z tega naslova in med drugim je na pobudo Domžalske občine in civilne zaščite v sodelovanju z uveljavljenim glasbenikom nastala pesem, ki nosi pomembna sporočila in gre tudi hitro v uho. Višja sila je postala navdih za skladbo gornjeradgonskega reperja. Slišali bomo 10 zapovedi, 10 dežnih zapovedi, pri čemer velja, kar dobro veste, če se dobro pripravimo, potem ne potrebujemo sreče. Z nami je Leopold I. Dober večer, jaz sem kar počaščen, da sem lahko tukaj z vami kot Radgončan. Mi smo imeli bolj težave z Muro, ampak nas ni tako prizadelo, kot se je to zgodilo v Domžalah, tako da smo kar dobro odnesli na srečo, pa upamo, da se ne ponovi. Evo, malo muzike. Mi pa je vedno zelo dobro pri srcu, ko vidim, da se zna skupnost tako zbrati z enim takim pomembnim sporočilom. Odhaja ven za sebe, na reka zaliva klet, zato bi za primer poplave neko dan na svet. 10 pravil, preden nas poplavi spet, ker stoletne vode imamo vsakih nekaj let. Pravilo 1, seznanjeni otroci in pa žena, družina je bolj zadnja, če je dobro obveščena. Preveri kanavano, če živiš na nižji regiji, se zmeni za pomoč z najbližjimi sosedi.
Ve, brez hrane ne gre, naredi si zalogo, da potem ne bodo trkle. Če najhujše se zgodi, verjemi ne da baj, se pa vsaj izogneš lakoti, eno skrb manj. 3. Poskrbi za dragocene stvari, dokumente hrani više, ker ji voda ne vtopi. Še preden pa vodič prodere v stanovanje, je slabo, če spereš premoženjsko zavarovanje. Ko se spušča deževna sivina in kada reka se dviga gladina, karkoli pride, pripravljeni na vse, ko oblakiš ti dobimo sredne vose odpre. Ko se spušča deževna sivina in kada reka se dviga gladina, karkoli pride, pripravljeni na vse, ko oblakiš ti dobimo sredne vose odpre. 4. Ko je panika se smiri, spomni se spet, se je mojih 10 pravilo 5. Nabavi protipoplavne vreče, ker če dobro se pripraviš, te ne rabiš imeti sreče. 6. Sledilko se ne rabiš tebe bati in škodni lepše vodi se poklati. 7. Tega ne podcenjevati, v ogroženih prostorih moraš trogori spelati. Voda in štrom sta par kot 2 pa 7 priroki, s tem se pripomni zakartaš. 8. Pametno bi voka namestiš, nepovratne ventile na odtoke in cevi. 9. Bi moglo biti prvo pravilo, če da voda tekla mimo, te ne da zalilo. Zato uredite okolico, preden pride do škode. Nemoteno odtekajo naj meteorne vode. 10. Naroči vodno črpalko na venti, ne povej, ki je bazen, samo ne v peti, ko da voda enkrat viši, moraš biti hiter in takoj začeti pumpati. Liter po liter, ko se spušča deževna sivina in kada reka se dviga gladina, karkoli pride, pripravljeni na vse, ko oblakiš ti dobimo sredne vose odpre. Ko se spušča deževna sivina in kada reka se dviga gladina, karkoli pride, pripravljeni na vse, ko oblakiš ti dobimo sredne vose odpre. In preden se kaj takega spet ponovi, je pomembno, da se sami pripravimo. Sami moramo najprej poskrbeti za sebe in pol pride vse ostalo. Zato pa škodo omejite s pravočasnimi ukrepi. Podnebje se spreminja, s tem moramo živeti. Če ti še kaj fali, rajši idi v nabavo, zanašaj se na sebe in ne čakaj na državo. Hvala lepa. Torej Leopold I in če naj sodim po sebi, danes se nam bo še prilo. Sledi podelitev velikih plaket, zato na oder vnovič vabim predsednika in poveljnika Gasilske zveze Domžale, gospoda Korošca in gospoda Merkužiča, prosim. K prevzemu velikih plaket najprej vabim predstavnike prijateljskih in pobratenih gasilskih organizacij, to so GZ Lendava, VZG Koprivnica in DBD Supetar, ter velikega prijatelja Gasilske zveze Domžale gospoda Ivana Golubiča, nekdanjega predsednika omenjene VZG Koprivnica, ki prejme malo plaketov. Prosim.
GZ Domžale veliko plaketo izroča tudi Centru za zaščito in reševanje in civilni zaščiti Domžale. Veliki plaketi prejmeta tudi občina Trzin in občina Domžale. Vračam s kristalno plaketo. Čestitke še enkrat. Še 3 velike plakete bomo podelili, in sicer Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, regiji Ljubljana 3 in Gasilski zvezi Slovenije. Zdaj bo si sam pogled. Ja, malo bo nasmejan lahko. Hvala lepa. Sledi še ena podelitev. Zdaj bomo pozornost namenili še slavljenki. Gasilska zveza Slovenije namreč ob jubileju Gasilski zvezi Domžale podeljuje zlato priznanje Gasilske zveze Slovenije. Hvala.
tudi prav poseben gost, glavni poveljnik Gasilske zveze Hrvaške, Slavko Tucaković, ki ga lepo pozdravljam in mislim, da ima tudi on presenečenje za našo zvezo. Ste spremni? Hvala. Poštovani ministre, poštovana županice, župan, izaslaniče Gasilske zveze Slovenije, jako mi je žao što nema večeras ni poveljnika predsjednika, preručite da nije dobro. Poštovani vatrogasci, vatrogascinje, vatrogasne zajednice ili zveze Domžale, poštovana braćo i sestre vatrogasci, velika vatrogasna obitelj, a posebno mi je danas čast da vas ovdje mogu pozdraviti u ime vatrogasne zajednice grada Koprivnice, ima svojega zapovjednika i zamjenika predsjednika, da vas mogu ovdje pozdraviti u ime svih vatrogasaca Republike Hrvatske, u ime Hrvatske vatrogasne zajednice i drago mi je što sam danas ovdje, ne znam, jer smijem ispred DVD-a Supetar, iako samo tamo i ja smatram se njihovim Supetrom, dakle, da ne govorim, jedan veliki, veliki vatrogasni pozdrav za sve. Jedna velika čestitka u povodu 70. obljetnice vatrogasne zveze Domžale. Čestitam svima, no međutim, meni dozvolite da bi se volio prisjetiti jedan veliki aplauz za sve one ljude koji su, danas nekih nema, koji su stvarali i zajednicu, ali i prijateljstvo, i Lendave, i Koprivnice, i Domžala, Supetra, i svih nas, i svih onih ljudi koji su dali jedan šlag na tortu onoga dobroga što rade vatrogasci. Pa smo godina ili 70 let, kaže se koliko let, toliko kapljica, ili toliko kapljica, toliko let, da bi obrnuo malo da nam bolje svima skupa. I evo što reći, dakle, mogu samo reći jednu zahvalu svima vama na jednom prijateljstvu, na razmjeni iskustava, na obukama, na svemu onome što smo zajednički radili, a bilo je puno lijepih trenutaka i gradovi naši su također sudjelovali u razmjeni mnogih kulturnih ljepota koje imaju i Koprivnica i Domžale i rekao bih da to prijateljstvo ostaje neraskidivo. To ne može niko raskinuti. Danas govoriti o vatrogastvu u Sloveniji ili Hrvatskoj možemo govoriti jednako, jer za nas nikada nije bilo granica. Mi smo uvijek bili u Europskoj uniji. Mi smo pomagali, nama nisu trebale povelje, mi smo uvijek jedni drugima pomagali i rezultat toga je 380 pobratimskih društava Republike Slovenije i Republike Hrvatske. Danas, odnosno u subotu, imamo 25. obljetnicu susreta naše mladeži, Hrvatske i Slovenije. 111 ekipa će doći u subotu u Bjelovar, pa kod god može neka dođe da vidi ne mladost, nego našu budućnost. To je ono što su generacije stvarale i ja bih jednu veliku zahvalu svim obiteljima, vama i obiteljima koji nas trpe. Nije lako istrpeti nas vatrogasce, malo jesmo tu, malo tamo, malo vamo, stalno imamo nešto da odradimo, stalno nas nema doma i znate, teško je to, ali kad ste jednom vatrogasac, uvijek ste vatrogasac. I to je tako. Još jedna velika zahvala na suradnji, pa bih zamolio zamjenika predsjednika i zapovjednika vatrogasne zajednice grada da dođu, da u povodu 70. obljetnice, naravno ja bih mogao ovdje puno toga još govoriti, ali idemo slaviti, ne pričati. U povodu 70. obljetnice dozvolite mi jedan
neki motiv najljepšega grada u srednjoj Evropi. Da dodijelim neka ova slika bude podsjetnik na našu glavnu predsjednik. Nismo gotovi, jer gledajte, znate kad je birokracija, ovako traje. Ali nije ovo birokracija. Evo, kao glavni zapovjednik donio sam odluku da danas, ali ne prije toga, dodijelim plaketu u ime Hrvatske vatrogasne zajednice povodu 70. obljetnice. Ove će izvoliti. Sad mi dozvolite da, evo, onako, s obzirom na ove sve godine provedene i da se zahvalim pojedincima, donio sam odluku o dodjeli međunarodnog priznanja za međunarodnu suradnju najvišeg u Republici Hrvatskoj. Da mi dozvolite da dodijelim gospodinu Igor Šarc. Gospodin bivši mršavi, atleta, nekada bio instruktor na igu i što sve nije bio, i ljutio se, i on ljutrivao, i evo ga opet ovdje, danas ovako lijep, crven. Gledaj se kod doktora, to je Matijaš Merkožić. I, nećemo reći šećer, on se istopi i na kraju, to je naš predsjednik Matijaš Korošec. Još jednu stvar koju sam zaboravio, volio bih da pozdravimo jednog čovjeka ovdje kojeg možda smo ovdje najstariji zapovjednici, povelnici, od naše suradnje tamo 90-ih godina, a to je Janez Brecenik. Hvala vama svima i evo, vidimo se, nadamo se ne na požaru, to je jedino, a ovo drugo može sve, samo ne na požaru. Evo, hvala vam lijepo svima. Gospod Tucaković, najlepša hvala. Dovolite mi, da le še zaključim. Še enkrat v imenu Gasilske zveze Domžale hvala vsem prejemnikom plaket za požrtvovalnost, odlično delo in tovarištvo. In to zadnje boste nocoj imeli priložnost še neformalno krepiti. Spoštovane, smo skoraj da pri koncu slavnostnega srečanja, torej uradnega dela, ki mu sledi podaljšek z manj resno noto. V predverju dvorane vas čaka pogostitev in to, kot kaže, v zares imenitni družbi pravih tovarišev. Naj sklenem še enim povabilom, tudi letos
se bo v športni dvorani Domžale odvil tradicionalni dobrodelni koncert Gasilske zveze Domžale. Vsa zbrana sredstva bodo šla v sklad Rajka Novaka, ki skrbi za družine prostovoljnih gasilcev v stiski. To bo že 14. dobrodelni večer po vrsti, zabeležite si 2. oktober. Zdaj pa le uresničimo prej slišano misel, da je treba v gasilskih vrstah poskrbeti tudi za razvedrilo in za kakšno kapljico. Srečanje bodo sklenili domžalski rogisti, njihov umetniški vodja je Daniel Savnik in, kolikor vem, so za nocojšnjo priložnost izbrali skladbo z naslovom Gozdna fantazija. Na mestu je le še reči hvala za pozornost in vse najboljše, Gasilska zveza Domžale. Za odhod prapora, pozdrav!